Dober dan, lep pozdrav, upam, da ste v redu. Kljub temu, da smo na pragu velike nove afere, primerljive najmanj s TEŠom 6, na nek način, oziroma na dejanski način je ukradenih 100.000 ljudi za okrog 600 milijonov evrov, kar je popolnoma primerljivo z afero TEŠ 6, toliko kot smo preplačali TEŠ 6, za takšen znesek so bili ukradeni ljudje, ko so bili razlaščeni. Če resnica ne pride na dan, potem je enostavno težko zaupati v naš bančni sistem. Zaupanje je po bančnem sistemu ključno. Brez zaupanja ni možno normalno delovanje bančnega sistema. Zato od Banke Slovenije predvsem pričakujemo aktivno pojasnevanje in ne z molkom spodbujanje dodatnih teorij zarot. Če banka se ne bo aktivno vključila v pojasnevanje vseh teh zgodb in obtožb, potem lahko sama prispeva k temu, da bodo rejtingi Slovenije dejansko padli. Pričakujemo v Novi Sloveniji predvsem pojasnila guvernerja, pričakujemo, da guverner pride poročati v državni zbor in nazadnje je odgovoren državnemu zboru. Ta državni zbor ga je izvolil na pozicijo in zato je odgovoren, da tudi državnemu zboru poroča. Pričakujemo tudi intenzivno delo policije, da policija preišče in razrišče in pride do dna vsem obtožbam, ki so bile podane. Ukolikor se potrdi, da je Banka Slovenije resnično prirejala dokumente, potem najmanj, ker pričakujemo razrešitev celotnega vodstva Banke Slovenije in pričakujemo tudi nekaj ljudi v zaporu. Dokler ne dobimo tudi poslanci pojasnil, kaj v resnici se je dogodilo pri vseh teh stvareh, potem lahko utemeljeno sklepamo, da gre za organizirano krajo podprto z institucijami države. Mi vidimo preveč nekih nenavadnih naključij, zakaj je nek funkcionar Ministrstva za finance obljubil razlastitev podrejencev, zakaj je Banka Slovenije frizirala revizorska poročila na škodo lastnikov teh dokumentov, zakaj se je šefe bank sililo k prošnji za pomoč in zakaj so se določene odločbe datirale na dan preden je Evropska komisija sploh izdala dovoljenje za državno pomoč. To je enostavno preveč vprašanj in premalo odgovorov, zato tudi mi lahko kakšno teorijo zarote skonstruiramo in rečemo, da so se v preteklosti številni vplivneži sposodili ogromne količine denarja, tega denarja niso nikoli vrnili, s tem oslabili banke, ogrozili njihovo delovanje in po vseh teh zgodbah, ki so prišle na dan, je jasno, da je država vložila preveliko količino denarja v sanacijo bančnega sistema. Vprašanje je, zakaj je država vložila preveč denarja v sanacijo. Mi pridemo edino do odgovora, da je s tem ustvarila več možnosti za odpis dolgov tistim vplivnežem, ki so enostavno zdaj dobre kredite prenesli na slabo banko, s čimer bomo njihove kredite plačali vsi. In če zaključim teorijo zarote, s tem, da se je nekaterim odpisal dolg, je bilo potrebno ukradati druge, da se je ta dolg poplačal. Skratka, še enkrat ne ponovim, da v Novi Sloveniji predvsem pričakujemo zelo hitro in jasno razjasnitev situacije, ker je to pomembno tudi zaradi naših rejtingov in pa kaznovanje tistih, ki so za te stvari odgovorni. Če se pri tej aferi ne bo nič zgodilo, potem pa ljudje lahko dejansko izgubijo še tisti kanček upanja v še tiste zadnje institucije, v katere so verjeli, da delajo pošteno in dobro. Kakšna je po vaši oceni vloga nekdanje premijerke, nekdanjega ministra za finance, ne nazadnje tudi uprav bank? Zelo pomembna. Najprej glede premijerke in samega finančnega ministra, takratnega Čufarja. Jaz se spomnim, da sem kot poslanec opozicije zastavljal poslansko vprašanje predsednico vlade in sem jo spraševal, zakaj gre država in s tem Banka Slovenije v razlastitev podrejencev in se sklicuje na pravila, ker je bilo jasno zapisano, da bo to veljalo šele z letom 2017. Zakaj
v Sloveniji uveljavljamo nekaj, kar je po tistih dokumentih bilo napisano, da se bo uveljavilo ali pa da bo potrebno upoštevati šele z letom 2017. Takratna predsednica vlade na to ni znala odgovoriti. Vse, kar je takrat povedala, je bilo to, da ukolikor tega ne bi storili, Evropska komisija ne bi odobrila državne pomoči. Da pa je zgodba še toliko bolj nenavadna, so pa stvari, ki govorijo in ki so bile objavljene, da je nek državni sekretar na Ministrstvu za finance obljubil nekemu drugemu uradniku na Evropski komisiji, da se bo to zgodilo. Poleg tega je pa v disclaimerju tam pisali, da to niti ni stališče Evropske komisije. Stvari so zelo nenavadne in res temeljijo na neko kriminalko. Jaz ne vem, ali je predsednica vlade te stvari delala zavestno, ali je bila zavedena strani uradnikov in drugih funkcionarjev Ministrstva za finance, ampak kot vse stvari kažejo sedaj, ta razlastitev ni bila potrebna, kljub temu pa je bila narejena. In če se izkaže, da je to takratna premijerka naredila zavestno, potem bo morala za svoje dejanja tudi seveda odgovarjati. Bi morala Banka Slovenije pokazati to metodologijo, po kateri je prišla do te bančne luknje, ki jo zdaj tako zelo skriva? Nujno, to je osnova transparentnosti in pa zaupanja v bančni sistem. Če smo davkoplačevalci plačali 5 milijard evrov za sanacijo slovenskega bančnega sistema, potem je nujno, da vemo tudi, kako se je do tega zneska prišlo in na kakšen način. Tukaj ni popolnoma nobenega razloga za skrivanje. S tem, ko razkrijemo metodologijo, po moji oceni ne razkrijemo nobenih bančnih skrivnosti. Zdaj banke, uprave bank bi lahko ukrepale, da te obvezničarji ne bi bili oškodovani, pa niso. Bi se morali tudi oni posloviti. Uprave bank, te, kjer so razlastili te lastnike podrejenih obveznic. To drži. V vsej tej veliki kriminalni zgodbi so, kot očitno kaže, sodelovali tudi nekatera vodstva bank. Da se je ta akcija lahko speljala, je bilo potrebno dobiti prošnjo banke za pomoč. In je nenavadno, da kako so se mnenje nekaterih uprav čez noč spremenile. Imate direktorje oziroma šefe uprav bank, ki so na ta befel določenih uradnikov z vlade in pa funkcionarjev enostavno pristali in za to pomoč zaprosili. Te bodo mogli povedati, zakaj so čez noč mnenje spremenili. Imate pa tudi primer, ko nek direktor banke in šef banke ni želel zaprositi za to pomoč, bil je na odstrelu, predtem sam odstopil in malo potem naredil samomor. Skratka, stvari so res zelo navadne. Kaj konkretno ste mislili glede odgovornosti? Kakšno odgovornost? Mislite predsednik... Dobro, gremo najprej po vrst. Šefi bank in predsedniki uprav bank. Oni so dolžni ravnati kot dober gospodar. Njihova odgovornost je, da tako ravnajo. In če sami vedo, da so revizijski izkazi bank boljši, kot se jih sili, da so, če sami ugotavljajo, da podrejence ne bi bilo potrebno razlastiti, potem pa na te stvari pristanejo, zame ni nič drugega kot sodelovanje pri organizirani kraji. In to mislim, da je zelo velika kazenska odgovornost. Najmanj, kar pa lahko temu očitamo, pa je, da niso delovali v smislu dobrega gospodarja. Takratna predsednica vlade, njena odgovornost je ta, kot sem rekel, da je dovolila, da je vlada izpeljala nekaj, kar niti po predpisih Evropske komisije takrat ne bi bilo potrebno. Kot sem rekel, jaz sem spraševal takrat v poslanskem vprašanju, zakaj to počnemo, če pa je bilo jasno navedeno, da bodo ta pravila v Evropski komisiji uvladana z letom 2017. In tudi predsednica vlade bo morala pojasniti, zakaj se potem za takšno potezo vlada odločila in iz tega bo potem tudi izhajala njena odgovornost. Odgovornost Banke Slovenije je pa tukaj enormna in je srž središča vsega dogajanja. Tukaj pa stvari, pa ne pretiravam, če rečem, da temeljijo pa dejansko na organiziran kriminal. Revizije, recimo samo v
Kako si to razlagate? Ja, a veste kako, če spet malo pretiravam, bom rekel, če se organiziran kriminal nekaj odloči, da bo storil, potem za svojo odločitev tudi pripravi vse potrebne ostale elemente. In jasno se vidi, da so bili vnaprej odločeni, kakšen mora biti končen rezultat, in končnemu rezultatu so prilagodili vse revizijska poročila. Če to ni kriminalno dejanje, potem ne vem, kaj je. Samo še to, kaj je nadaljnji koraki Nove Slovenije, zdaj če petek je sklicana izredna seja odbora za nadzor javnih, komisije za nadzor javnih financ, a nekaj slišate, da boste zahtevali pa izredno sejo državnega zbora. Drži, naše pobude oziroma naša dejanja na tej točki sta sestavljena iz dveh elementov. Eno je stvar, ki zadeva policijo, tukaj več kot poziv, da ne čim prej in pa temeljito opravijo preiskavo, ne moramo storiti. Druga stvar, ki jo pa lahko naredimo, pa je, da skličemo izredno sejo državnega zbora, da pride guverner tistim, ki so ga izvolili, dejansko poročati, kaj se je dogodilo. In to mi lahko storimo, zato smo se mi danes dogovorili, da bomo šli v sklic izredne seje državnega zbora, na katero bomo povabili guvernerja, da poslancem poroča, kaj se je zgodilo. Če je potrebno, to sejo tudi zapremo, dejansko mi želimo priti stvarem do dna. Razumete pa, da potrebujemo za takšen sklic izredne seje 23 podpisov in da potrebujemo tudi podpise drugih poslanskih skupin. Torej mora priti do nekega dogovora med poslanskimi skupinami. Glede na odmevnost same afere, pa jaz ne vidim problema, da ne bi mogel teh 23 podpisov zbrati. Bo potrebno to sejo zapreti? Jaz upam, da ne. Sam se veste, kako je pri bankirjih, ko pridemo na občutljive podatke, potem vedno se zgovarjajo na to, da določene stvari ne morejo povedati, ker je to bančna tajnost. V luči tega, da bi vendarle izvedeli vse informacije, bomo tudi to storili. Ne? Jaz pa ne vidim potrebe, ker stvari so zdaj obelodanjene in je prav, da je javnost natančno informirana, kaj se je zgodilo, ker če se to ne zgodi, potem se bo teorija zarote, eno izmed njih sem tudi jaz danes skonstruiral, ne? Samo še naprej širile in potencirale. Kolikor se izkaže, da je vse to res, ali pa da Banka Slovenije ne poda konkretnih odgovorov, zdaj poslanci ste postavili guvernerja, ste ga izglasovali, bi ga lahko tudi odpoklicali? Jaz mislim, da lahko, ne. Sveda bojo tukaj spet pravne razlage, ali ga parlament lahko odpokliče, preden mu poteče mandat, ampak moje stališče je, da kdor te imenuje, te lahko tudi razreši. Kot sem pa rekel, če se bo vse to izkazalo, da je res, potem mora to vodstvo banke biti nemudoma, to vodstvo Banke Slovenije biti nemudoma razrešeno in se nekaj ljudi mora tudi odideti v zapor. Čeprav te postopki trajajo ponovadi v Sloveniji leta in leta, ne? Ampak kljub temu, da trajajo, enkrat se mora končati.